Najlepša hvala za besedo, tudi jaz vse lepo pozdravljam. Jaz prihajam iz Zavoda 404 in preden se osredotočim na temo, kako mladi doživljajo četrto industrijsko revolucijo, kaj za njih to pomeni, bi samo na kratko besedo ali pa dve o našem zavodu. Mi smo neprofitna nevladna organizacija, ki se ukvarjamo s promocijo oziroma z navduševanjem mladih za tehniko pa za tehnologijo. To počnemo na podoben način, kot Matija počne za ustvarjalnikom, z enoletnimi, dvoletnimi ali pa troletnimi šolskimi programi, v katerih mlade naučimo uporabljati to, kar oni že tako ali tako uporabljajo na en tak preprost način, mi jih pa naučimo, kako lahko tehnologijo, ki jih obdaja, uporabljajo za to, da jim koristi, da jim pomaga nekaj ustvariti. Govorili smo danes o informacijski družbi oziroma o družbi znanja. In mogoče se na to vprašanje oziroma odgovor na to vprašanje se skriva tudi razlog za ustanovitev našega zavoda. Glejte, tehnologija je v zadnjih 15-20 letih začela obvladovati popolnoma vse pore našega življenja. Brez tehnologije, brez pametnega telefona, brez elektronike, ki je v vašem pralnem stroju, bi bilo današnje srečanje precej drugačno. Za to tehnologijo zadnji se pa skriva nekaj drugega, nekaj še močnejšega. V napravah, ki jih vi imate, če jih odprete, boste noter najdali eno električno vezje. In nekje na svetu so ljudje, ki so to vezje zasnovali. In oni razumejo, kako vaša naprava deluje, za razliko od nas, ki to napravo samo uporabljamo. In ko se pogovarjamo o prihodnosti, se moramo vprašati, ali bomo postali družba uporabnikov, tistih, ki bomo napravo kupili, se z njo igrali, jo pospravili, ali bomo tisti, ki bomo te naprave znali ustvariti. Odgovor na to, kako take naprave ustvarimo, je zelo preprost. Treba je mlade naučiti kreativnosti pa inovativnosti. In že samo, da sem to rekel, sem se vam malo zlagal. V Sloveniji po svetu je ogromno iniciativ, ki se naslavljajo, naučimo mlade inovativnosti. Mladih ne morete naučiti inovativnosti. Ne morete človeka, ki je po sami definiciji raziskovalec inovativen, ga naučiti inovativnosti. Ko se rodimo, smo najbolj inovativna bitja na svetu. Naučimo se govoriti, naučimo se hoditi, gledamo svet okrog nas. Vse informacije, ki prihajamo, srkamo vase, da se naučimo, kako v tej družbi, ki nas obdaja, funkcionirati. In upamo, da bo družba prihodnosti taka, ki bo mlade v to spodbujala še naprej. Zelo velikokrat slišimo, da so mladi apatični, pa da se jim nič ne da, pa da skozi vsi so za telefonom. Temu ni tako. Mladi, če jim damo možnost, bojo izzive najdel, bojo šli za njimi in bojo tiste izzive, ki jih imajo, glodali. Veliko slišimo, to je Matija prej omenil, jaz drugače sem tudi učitelj, poučujem fiziko na gimnaziji Vič, vsi dijaki grejo na WC med uro s telefonom. In pa so 10 minut tam, igrajo igrico, pogledajo par stvari na internetu in to je to. In iluzorno in popolnoma brez smisla je bilo pričakovati, da bomo mi zdaj njih odvadili uporabljati Facebook pa telefon. Tega ne bomo naredili. Tehnologija je tle, uporablja se in to je to. Industrijska revolucija, če hočete, je prišla in če se ne bomo nano prilagodili, nas bo povozila. Lahko pa mlade naučimo, kako orodja, ki jih že uporabljajo, uporabljati na način, ki bojo njim koristna. Facebook je krasno, tržno, promocijsko orodje, orodje za komunikacijo. To, kot so Twitter, Instagram in še kup aplikacij, v katerih jaz nimam popolnoma nobenega pojma. V smislu razumevanja, kako mladi razumevajo tehnologijo, bi se tukaj osredotočil na en pojem, ki se imenuje Internet of Things, spravo internet stvari. Če sem še jaz v svojih srednješolskih letih mogel viseti po knjižnicah, pa se pregovarjati s knjižničarko, kje je zdaj tista knjiga, v kateri so informacije, ki jih jaz potrebujem, temu zdaj ni več tako. V 3 sekundah so informacije na internetu pred tabo, dostopne in tudi uporabne, kakor si sam od tega želiš. Mladim je popolnoma jasno, da če imate vi neko fizično napravo, ona bo shranjevala podatke v oblak. In ne samo to, da je njim to jasno, s tehnologijo in z dostopnostjo tehnologije, ki se v zadnjih 5 letih nenormalno povečala. Če poznate mogoče platforme, kot so Raspberry Pi, kot so Arduino, tiste, ki se ukvarjajo s tehniko, vam je to zagotovo znano. To so izredno poceni računalniški sistemi, ki omogočajo uporabniku, da na neko napravo priklopi senzor in izvaja neke meritve. In v industriji prihodnosti, v družbi prihodnosti bo takih naprav samo še več. Mogoče kot en zanimiv primer, vsi uporabljamo Google Maps, vsi imamo na telefonu naložene Google Mapse. A ste kdaj opazili, da če si po Google Mapsu nastavite pot od točke A do točke B, vam bo vmes pokazal, kje so zastoji.
A veste, kako to deluje? Google zbira podatke o hitrosti avtomobilov na cesti in če se 20 avtomobilov zapovrstjo en del ceste ostal, pa to verjetno pomeni, da se tam nekaj zgodilo. In ta podatek avtomatsko in takoj pride do vseh nas. Da ne bom predolg, bi zdaj zaključil iz eno čisto tako preprosto, pa upam, da mislijo, ki vam bo ostala tudi po koncu tega srečanja. Če nočemo, da bo naša država, ali pa da bodo naši mladi, pa da bo naša družba postala družba prodajalcev, pa preprodajalcev, potem moramo mlade nujno vsak dan, vsak teden, vsak mesec vzpodbujati v lastni inovativnosti in jih naučiti, kako svoje ideje iz glav, ki jih je ogromno, pretvoriti v resnični svet. Hvala. Hvala lepa.